in lep pozdrav. Danes si bomo pogledali MetaMask. MetaMask v bistvu je največja kriptodenarnica, ki jo poznamo. Je najlažja za uporabo in jo uporablja res zelo, zelo veliko ljudi. Je pa izjemno nevarna. Zato smo se jo danes lotili, da vam povem, kako jo sploh uporabljati, kadar jo boste uporabljali, če pa se le da, se jo pa jaz izognem. Zdaj to, kar vam bom pokazala, so moje izkušnje. Povedala bom, kakšne so moje izkušnje, kaj je bilo v redu, kaj ne. Sami se odločite, to ni finančni ali pa kakršenkoli drug nasvet, ampak samo, da vi vidite, kaj v resnici se dogaja, ko nekdo dela s temi stvarmi, ker imam že kar nekaj kilometrine za sabo. In rada bi opozorila, v bistvu MetaMask se hvali kot decentralizirana denarnica, kar pa ni, a ne. Zdaj, zakaj ni? Bom jaz kar share screen naredila in takole si bomo pogledali. Kaj je težava MetaMaska? V bistvu predvsem tole. Infura je podjetje, ki stoji za MetaMaskom, a ne. V bistvu oni dejansko imajo to aplikacijo. To pomeni, da MetaMask naj bi bil decentraliziran, to pomeni, da ga pač uporablja veliko ljudi, da imajo na računalnikih MetaMask ali pa na mobilnih telefonih. Vendar pa gostuje ta aplikacija na Infuri. In to je problem. Zakaj? Zato, ker ima potem Infura ključe. Zdaj, moja slutnja od lanskega leta je bila, ker so meni izginili dol z MetaMaska Hex kovanci, samo Hex, vse ostalo je ostalo. In ker tudi policija ni ugotovila, da bi kdorkoli, kakorkoli mi to ukradel, udaril, imam poročilo uradno, sem slutila, da ima MetaMask ključ in da lahko v bistvu dela karkoli, brez da bi imela moj ključ, a ne, se pravi vside besede, 12 besed, MetaMask ima 12 besed. Tako da jaz bom danes vam bom predstavila, kako delati z MetaMaskom, da ste najbolj varni. Jaz osebno na MetaMasku nimam več kovancev, razen na prvem MetaMasku, ker nisem še vedela teh stvari in sem imela gor kovance. Sem pa naredila eno zadevo, in sicer sem prenesla ta MetaMask na Ledger Nano S, to je v bistvu takale hard wallet denarnica. In je dosti bolj varno, zato ker moram fizično potrditi kakršnokoli transakcijo ali karkoli, čeprav jaz osebno MetaMasku res ne zaupam in nisem sigurna, da bo to še gor ostalo, ne. Zdaj, zakaj nisem prenesla? Ker so manjši zneski, ker so to preizkusi in se na Ethereum omrežju to enostavno ne splača. Tako da bom pač počakala, pa bom tudi videla za vas, kaj se bo zgodilo s temi kovančki. Torej, tole si lahko sami pogledate. Zdaj si gremo pogledat pa, še en problem je, v bistvu, kdo je lastnik v bistvu tegale Infure. Več podjetnikov, zelo velikih podjetnikov, med njimi tudi JP Morgan. JP Morgan je največja banka na svetu, ena najmočnejših in je privatna, v rokah privatnika iz ZDA, kakor tudi Infura, a ne, pač to so vse ameriška podjetja in ameriška podjetja so podvržena zakonu Amerike, in če Amerika reče, če pač regulatorji pravijo, dajte Ukrajini zapreti račune, dajte Rusom zapreti račune, dajte Venezueli zapreti račune ali komurkoli, dajte Sloveniji zapreti račune, potem MetaMask to naredi.
ker mora ubogati in pač to mora narediti in to tudi na njihovih uradnih spletnih straneh, na blogih, lahko te stvari najdete in vidite. Zdaj za Venezuelo, ko so zaprli račune, so se opravičili, češ, da so večkrat preveč zaprli, da niso tega hoteli narediti. Je pa po mojem grozno stresno, če ne moreš več dostopati do svojih financ. Predstavljajte si, da bi banka zaprla vaš račun z nekega razloga. Okej. Zdaj, če gremo na MetaMask, prva stvar, najprej nujno morate tukaj gor pogledati naslov, iz kje boste MetaMask prenesli dol. Vedno mora biti tale HTTPS, to pomeni, da je varno, security, in tukaj tudi mora vse biti varno, lepo, v bistvu, če kliknete gor, da vam pač browser pove, brskalnik pove, da je to vse v redu. In pa vedno mora biti metamask.io. Vedno, obvezno. Bog ne daj, da bi bila kakršnakoli črka manjkala ali pa več ali pa manj, zaradi tega, ker je zelo, zelo veliko ponaredkov tega MetaMaska in vi nakažete denar gor in kupite kriptovalute in konec, ste izgubili vse. Ker ima nekdo drug ključe v rokah, ker ste prišli na napačno aplikacijo. Zdaj, če vam to ni blizu, mogoče se obrnete na mene z vprašanji spodaj ali pa me kontaktirate, moje kontakte imate, pa vam lahko pomagam brez težav, ker imam zelo veliko izkušenj. Zdaj, MetaMask se lahko namesti v Chrome brskalnik, v Firefox, v Brave ali pa v Edge. Jaz imam ta trenutek Firefox, ga uporabljam ponavadi bolj za transakcije. Je pa tako, da Firefox včasih, Firefox je izjemno zanesljiv, v redu in ne bo vam sledil, ne bo pošiljal kakršnekoli podatke naprej. Je decentraliziran na nek način, v bistvu, če rečem to v narekovajih, v bistvu je brezplačna aplikacija, s katero delajo prostovoljci. Ima pa veliko težav zaradi tega, ker jo konkurenca precej ovira, ker ne želijo, da pač taka aplikacija obstaja, po mojem mišljenju. To je samo moje mišljenje, ni to neko uradno mišljenje. Dobro, zdaj mi bomo sneli dol download za Firefox. MetaMask. Install MetaMask, to pomeni, zdaj je sam zaznal v bistvu, da imam Firefox in da ga pač lahko dodam v Firefox. Eno opozorilce še vmes, in sicer jaz kadarkoli delam s kriptovalutami in potrebujem MetaMask, čeprav se mu res izogibam, da ga ne bi uporabljala, če se le da ga ne, če je možno, če pa ni možno, pač pri Firefox, pri MetaMasku je tako, da je narejen za vsa omrežja in je most, bridge do drugih omrežij in je najlažje dejansko z njim delati. In ene stvari se dajo samo z MetaMaskom narediti. Nekaterih ne morete drugače kot na ta način. In zdaj jaz tako delam, da takrat, ko MetaMask potrebujem, ga namestim v brskalnik in naredim, kar je treba za narediti, in ta MetaMask zbrišem iz brskalnika takoj, ko neham delati. In če ga naslednjič potrebujem, namestim novo različico, nov MetaMask. Opazila sem tudi to, da MetaMask ima kar hude težave, očitno ima kar nekaj bugov, se pravi napak, da če jo naslednjič odpreš, ta isti MetaMask, potem se zelo velikokrat zatakne. Zelo velikokrat ne dela in takrat, ko se zatakne, mene tako v srcu stisne, ker takrat, ko se je to zgodilo, so meni kovančki izginili dol. Dobro, to je en tak kratek nasvet, torej add to Firefox. Zdaj se nekaj časa to dogaja. Vpraša me, če doda, ja, seveda, prosim, dodaj. Ok. Ali se dogaja? Welcome.
Zdaj pa kar začnemo, a ne. Get started, to pomeni začnimo. In zdaj imamo dve varianti. Ali s neko že obstoječo denarnico lahko not potegnemo. To je zanimivo zaradi tega, ker to je povsod enako, če uporabljate Ledger, Nano S ali katerokoli drugo denarnico, tudi MetaMask. Če imate tistih 12, 24 ali 48 besed od vaše kriptodenarnice, lahko tukaj noter vnesete in boste iz blockchaina potegnili tisto denarnico, katera pač je kreirana na blockchainu, ker je v bistvu MetaMask in druge denarnice so samo interfejs, se pravi neka grafična podoba, po kateri vi klikate in vidite te kovance in z njimi delate transakcije, a ne. Lahko, če ste programer, to programerji velikokrat delajo kar direktno na blockchainu, ker se da, a ne, samo za laiki pa to zelo težko, ker moraš poznati programski jezik, moraš poznati blockchain in potem lahko direktno v bistvu pač to počneš, a ne. Mi bomo novo denarnico ustvarjali, ne bomo neke stare, ampak novo, torej create new wallet. Zdaj, tukaj pač MetaMask pove, kar ima za povedati, da se strinjate s pogoji uporabe. Torej, strinjate se tudi s tem, ker v pogojih uporabe tudi piše, da MetaMask zbira podatke in da jih pošilja naprej tretjim osebam. To ni dobro za moje pojme, ampak ko kliknemo I agree, se strinjam, se s tem strinjamo, toliko da veste, da vam je to jasno, a ne. Zdaj, password lahko date tega, a ne, pač, ko vam ga ponudi Windows ali katerikoli drug operacijski sistem, lahko ga naredite svojega. Recimo, da smo tole prebrali, a ne, pač dobro je tole prebrati. Terms of use, se pravi, pač ta pravila je kar dobro prebrati, preden karkoli uporabljate na internetu, pojdite prebrati te stvari. Če ne znate angleščine, dajte odpreti Google prevajalnik, kopirajte angleško besedilo, ki vam bo prevedlo v slovenščino in pač si preberite stvari. Kliknemo create, kar pomeni, da bomo ustvarjali novo denarnico. Tukaj video, ki se ga lahko pogledate, kako varno delati pač s to denarnico. Zdaj jaz vam bom povedala več, kakor je v tem videu. Tukaj kratko jedrnato, zato da ljudje ne pobegnejo dol, da se ne ustrašijo, ampak ni zadosti, ne, pač tudi s tem si težko kaj pomagate. Gremo naprej. Zdaj tukaj so tole je teh 12 besed, a ne. Teh 12 besed nihče ne sme videti, ne smete jih kopirati, v računalnik spraviti, bog ne daj jih imeti na telefonu. Jaz MetaMask za telefon nikakor ne priporočam. On vam bo ponudil nekje vmes, da sinhronizirate desktop, se pravi računalniško verzijo s telefonom. Jaz tega na vašem mestu ne bi naredila, ker je na telefonu MetaMask izjemno ranljiv. Če greste na letališče, če greste v gostilno, na Wi-Fi, če se klopite gor, v bistvu boste imeli lahko vdor noter. In seveda, če imate na MetaMasku karkoli, kovančke, denar, karkoli, boste izgubili, ker vam bo hacker to pobral dol. Tako da te besede si zapišite, zdaj mi jih bomo mogli kopirati in jaz jih bom v Notepad kopirala, zato ker bo pol preveril, boste videli. Ker jih ne bom nikamor, jih ne bom pač shranila, zaradi tega, ker tega MetaMaska ne bom več uporabljala po tem videu. V glavnem, tele besede si prepišite na papir ali pa nekateri v bistvu pač vgravirajo in tako, če boste potrebovali, ne. Če boste na MetaMasku delali, imeli kovančke na MetaMasku, je zelo dobro ker če izgubite
tele besede, tudi to velja za ledger, recimo, te pa res sveto spravite. Ker če tele besede izgubite, ste izgubili dostop, svoj ključ dostop do blockchaina in ste izgubili svoje kovančke oziroma svoje finance. Tako da tega res ne tega izgubiti. Gremo naprej. Zdaj me tukaj sprašuje, da po vrstnem redu pač te besede še enkrat potrdim. No, zdaj bomo rabili, da vidimo, se pravi, execute nuclear repeat. In jekle najdemo execute nuclear BBB. Kje si? Evo ga, prvo. In naprej, mora biti točno po ta pravem vrstnem redu. Cell, pedal, wolf. Pedal, wolf, ok, naprej, profit, your daughter, profit, you, daughter, spray, detect, spray in pa detect. Zdaj on je ugotovil, da sem vse čist pravilno si zapisala. Predvideva, da sem se to zapisala in da sem iz listka prebrala in pokljukala tole. In ker je vse v redu, če bi se zmotila, bi on to napisal, da ni v redu, da ne poskusim še enkrat. No, in ker je vse v redu, samo potrdimo in zdaj je ta denarnica na blockchainu dejansko ustvarjena. Takole. Tole vam pove, kaj je novega, jaz to preskočam. Zdaj pa poglejmo v bistvu, kako nastaviti MetaMask. Kako ga nastaviti. Tole je kar pomembna stvar. Zdaj tukaj gor, MetaMask je Ethereum denarnica. Tukaj v bistvu noter Bitcoina ne boste našli. Se vidite, v bistvu je Ethereum omrežje, tukaj gor čisto tukaj gor je napisano Ethereum mainnet, to pomeni, da je Ethereum omrežje. Lahko dodate tudi druga omrežja, če želite, ali testna omrežja. Pač morate imeti podatke od drugih omrežij in dodati not. Recimo Binance Smart Chain se da dodati in vsa druga omrežja. MetaMask v bistvu to podpira. Trenutno imamo Ethereum. Dobro, zdaj v bistvu jaz grem MetaMask najprej nastaviti, da je vsaj med tem časom, ko delam z njim, majčkeno bolj varen. Account ena v Ethereumu, to je pač moj račun tukaj noter v MetaMask denarnici in tega accounta, tega računa mi ne bomo uporabljali. Ampak bom uporabljala od Ledgerja in to vam bom tudi pokazala, ker je to bistveno bolj varno. Najprej pa nastavitve, to gremo pod settings. Zdaj, lahko v bistvu nastavite tudi, da v Ethereumu, da vidite balance oziroma pač stanje ali pa fiat. Fiat so evro, dolar, na primer, v angleščini ali kateremkoli drugem jeziku. To pustimo tako, lahko date v bistvu tudi v evre, na primer, če želite, pa če ponovadi pustim v dolarjih, ker mi je tako lažje. Zdaj pa advanced, tole v bistvu je pa fino, da si mičkam pogledamo. Zdaj jaz tole nastavim, se pravi, da tale pomeni, da bom lahko kontrolirala fije oziroma pač transakcije, koliko ostanejo. Hex data tudi vklopam in pa karkoli se v bistvu to ponovadi, kar vse vklopa. Te testnete boste videli potem, da se bojo pojavili in da skratka, da lahko delam s transakcijami. Tukaj lahko nastavite, po koliko časa, če greste ven, če pustite računalnik samega, da se vam MetaMask sam zaklene, da vam kdo ne pride za računalnik pa ukrade stvari.
Jaz tega ne nastavljam, ker ga itak tako izbrišem, ko neham delati in ne hodim stran od računalnika. Potem to sinhronizacijo rajš pustim na miru. Zdaj tukajle recovery phrase, tole vklopam, a ne, pač da niso te recovery fraze vklopljene, ker to ti seveda takoj pridejo do njih. Tole sem, da vidim, ne. Okej. Zdaj tako vidim, da so izklopili eno stvar. To je zelo zanimivo, v bistvu to danes prvič vidim, to besedno. Tukaj dejansko se je dalo nastaviti, da si lahko v bistvu preko Ledger Live, da si dejansko lahko preko Ledgerjeve aplikacije dostopal do samega Ledgerja, kar se meni zdelo do zdaj dosti bolj varno, kot da preko tegale dostopa MetaMask direktno. Ampak očitno bo tole kar zanimivo. Okej, zdaj tole smo nastavili, ostalega jaz ne nastavljam. Gremo pogledat zdaj testne mreže smo prižgali, tako da jih je zdaj pač tukaj več. In zdaj naslednja stvar, ne. Torej uporaba MetaMaska kot most. To se meni edino obneslo, v bistvu se pravi, da uporabljam dejansko tole hardware denarnico, a ne, in jo povežem z MetaMaskom. MetaMask je kot most in dejansko MetaMask sploh ne vpliva nič, a ne, pač ne delam z MetaMask ključem, ampak delam z Ledger ključem, a ne. Zdaj samo sekundica. Jaz bom vklopila Ledger. Zdaj Ledger že imam jaz inštaliran. Zdaj, če kdo ne ve, kako v bistvu namestiti Ledger, mi napišite to v komentar, pa bom posnela tudi za to video, ne. Torej, na Ledgerju moram jaz zdaj najprej PIN vklopiti. Zdaj PIN na Ledgerju ne smete pozabiti, zaradi tega, ker potem na Ledgerju ne boste mogli več dostopati do vsebine. Se pravi, do financ. Boste mogli, recimo, če to izgubite, 1, 2, 3, 4, še 1, 2, 3, 4, če to izgubite, boste mogli kupiti nov Ledger in noter importirati stare te besede, ki smo jih prej pogledali, se pravi iz Ledgerja, seed fraze na nov Ledger, na novo aparaturo, da boste lahko spet dostopali do blockchaina, ne. Tako da nič takega, če izgubite ali pa da se Ledger pokvari, to ni nič takega, samo spraviti morate v bistvu tiste besede. Jaz jih imam takole na listku napisane, sem pokrila, zato ker to je res moj Ledger, da ne bi kdo videl tega. Imam na listku napisan in PIN in pač tele besede. In to skrbno shranimo, ne. Dobro, zdaj bomo šli povezati MetaMask, tale naš MetaMask. Gremo, zdaj tukaj vidimo, da nimamo nič sredstev gor in na MetaMasku jih tudi ne bom imela. Tukaj imamo Connect Hardware Wallet. Zdaj poskusimo in imamo na izbiro več možnosti. Ledger, tega, ki ga imam jaz, Trezor je tudi zelo v redu, ga hvalijo ljudje, tega ne poznam, in pa imate verjetno še kakšne druge možnosti, tako da lahko tudi kakšno drugo denarnico povežete z MetaMaskom. Takole. Zdaj kliknila sem Ledger,
continue. Zdaj bomo pa videli, kaj bo on hotel. Varnostni ključ, da vidimo, kaj želi. Če bo. No, zaznal je v bistvu moj ledger kar direktno, to me malo strašljivo zdajle, ampak je očitno to nekaj novega. Ledger Live je preskočil, se pravi od ledgerja aplikacijo in se je direktno povezal. Zdaj tukaj jaz imam na ledgerju je več računov, ne? Jaz bom zbrala tega, na katerem v bistvu nekaj sredstev je, ali pa če zberemo tega rajši za demonstracijo, to je zdaj v bistvu katerogakoli, vi imate lahko na več računih, na isti denarnici, kar je modro, pač da nimate dejansko vsega na enem računu. In zdaj moramo odkleniti tale moj ledger, ki sem ga s kablom, ga imam na računalniku priklopljenega. Tako. Okej. Zdaj, kaj se je zgodilo? Tukaj zgoraj v bistvu je bil prej, če ste opazili, je bil račun ena od MetaMaska, Zdaj imam pa od ledger računa, se pravi od tega. Torej sem zdaj, v bistvu gledam moj ledger, Se pravi, ni to zdaj več MetaMask, ampak je to zdaj ledger. In tole je začetek tega mojega računa, vmes so pikice, zato da se pač ne vidi, in tukaj naprej je konec, tako da lahko preverim, da je v bistvu dejansko pravi, da je to pravi. Tako, zdaj smo to, če karkoli naredim na ledgerju, če recimo rečem, da pošlji, da ne pač, da pošljem, ne vem, sredstva nekam, potem moram samo noter pač vpisati en račun, kam bom pač to poslala. Prej mislim, da sem kopirala en račun, Zdaj mi bo seveda javil, da nimam nobenih sredstev noter, na tem računu jih res ni gor, na tem računu, pač če imate sredstva, potem lahko tukaj noter vpišete podatke in pošljete naprej. In ko boste poslali naprej, morate ta dva gumbka na ledgerju stisniti in s tem potrdite, da se naprej pošlje vaša transakcija, kar je bistveno bolj varno, ker hacker do tegale ne more priti, ne more vam tega ukrasti in tudi ne more priti do seedov, se pravi do ključa od vašega ledgerja. To je v bistvu najbolj varen način, kako MetaMask uporabiti za pošiljanje transakcij, ali pa recimo, če bi karkoli hotela povezati s tem mojim ledgerjem, karkoli delati v bistvu s tem mojim ledgerjem. To je najbolj varno. Tako da, hvala lepa za pozornost, upam, da je bil tale video za vas koristen, če je bil koristen, če vam je všeč, lajkajte in naročite se na moj kanal, kliknite zvonček in napišite spodaj v opis oziroma pač v komentarje, če vam je bilo v redu ali ne, ali bi želeli še kaj več, ali bi želeli, da v bistvu posnamem tudi še kakšno druga stvar, vas kaj zanima in bom naredila video. Hvala za pozornost in lep dan želim.